Oj, otroci, pošiljam vam en lep sončen pozdrav na to novo sivo sredo in nova zgodbica o smešnem Jaki. Poznala sem fanta, ki mu je bilo ime Jaka. Kot dojenček je veliko jokal. Ko pa je dopolnil 1 leto, se je zgodil čudež. Iz jokavega Jake je postal vesel in nasmejan Jaka. Saj veste, da otroci preden shodijo velikokrat padejo. Jaka ni nikoli zajokal, ko je padel, zraven je vriskal in se smejal. Starša nista mogla verjeti, bila sta zelo srečna, da jima ni bilo več potrebno poslušati neprestanega cmerjenja. Za vsakogar je lepše in lepši otroški smeh kot jok. Tudi jaz vem, da je tako. Zaradi njegove dobre volje so ga začeli klicati smešni Jaka. Kjerkoli se je Jaka igral, je bilo slišati njegov smeh. Če se je igral z avtomobilčki, če je brcal žogo, čofotal v bazenu, risal s kredami po asfaltu ali gledal risanko. Tisti, ki so ga poznali, so govorili: tale fant je pa res zadovoljen, ker se toliko smeje. V vrtcu je s svojim smehom zabaval otroke, v tistem vrtcu je bilo veliko smeječih otrok, ker je bil Jakov smeh tako nalezljiv. Tudi vzgojiteljice so bile zelo zadovoljne, da so vrtec, ki se je imenoval vrtec Luna, preimenovale v vrtec smeha. Smešni Jaka je užival življenje in svet je bil vesel in nasmejan, vse dokler ni stopil v 1. razred. Pa saj ne, da bi se mu v šoli slabo godilo. Vseeno je bilo malo čudno in moteče pri pouku, če se je vsemu in vsakemu smejal. Ni bilo pomembno, kateri predmet so imeli, Jaka se je smejal pri spoznavanju števil, pri pisanju abecede, pri športu in tudi med malico. Otrokom se je zdel tako smešen, da so se mu smejali, tudi ko je bil čisto tiho in so se smejale le njegove oči. Imel je zelo prijazno učiteljico, ki se je tudi sama rada smejala. A včasih ga je morala opozoriti, da se mora zresniti, ker so v šoli zato, da se kaj naučijo in se ne morejo le smejati. Celo mamo je poklicala na govorilno uro in je rekla, da naj se malo pogovori z Jako, da se ne bo ves čas samo smejal in da mu ne bo vedno vse smešno. Mama ji je seveda obljubila, da se bo pogovorila z njim in tako je tudi bilo. Smešni Jaka pa ni bil le vesel otrok, bil je tudi zelo pameten. Ko mu je mama povedala, da ni čisto okej, če se ves čas smeje v šoli, je malo razmislil in ugotovil, da imata mama in učiteljica prav. A zato ni postal siten in jokav. Le malo manj se je smejal med poukom in svojo zabavnost prestavil na odmore. Še vedno so ga klicali smešni Jaka. Ko pa je izvedel, da obstaja tudi vesela šola, od navdušenja ni mogel zaspati. Na dan vesele šole je prišel v učilnico z velikim nasmeškom in z veseljem je vse naloge rešil pravilno. To je bilo nekaj zanj. Vesela šola. Tako je smešni Jaka rasel in iz leta v leto postajal bolj resen. Še vedno se je rad smejal, a ne več za vsako stvar. In iz smešnega Jaka so ga sošolci preimenovali v resnega Jako. A še vedno so se vsi radi spominjali njegovega smeha in oči. Vidite, otroci, odraslim ni nikoli prav, če se preveč jočete, če se preveč smejete ali če ste preveč resni. Vedno bi radi kaj spremenili. Vi pa ostanite natanko takšni, kot ste. Če morate jokati, pač jočite. Če se radi smejete,
se smejte na ves glas. In če želite biti resni, bodite resni. Pa tudi jezni ste lahko kdaj pa kdaj, ker tudi jezo je treba dati sebe. Mislim, da boste v glavnem veseli takšni, kot je bil smešni Jaka. Če pa kdaj jočete, pa saj veste, solze morajo steči iz tebe. Tako, za danes je to dovolj. Če vam je bila zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. Se vidimo naslednjo sredo. Oj!